aktivnega prebivalstva za povečanje zaposljivosti s kazalnikom zmanjšanje stopnje brezposelnosti. Torej, naše usposabljanja morajo imeti neposreden vpliv na zaposljivost teh oseb in tudi v sodelovanju z gospodarstvom želimo takoj plasirati v delovna mesta. Spodbujanje kreativnosti in inovativnosti, tu zelo široko, peljava kreativno-inovativnih procesov organizacije in kazalnik je število udeležencev delavnic na vsaki od teh tem, ki se ukvarja. Zaposlovanje, trikrat smo ga vrgli ven, trikrat je prišel nazaj naprej, zato ker na regionalni ravni se težko ukvarjamo mi z zaposlovanjem. Z zaposlovanjem se bo bolj ukvarjalo poglavje zaposlovanje. Kaj si tisti, Comeniusi, pa ne vem. Erasmus. Zelo dobro vprašanje je bilo, kdo na idejo. Sam ne se povrne. Pa ker na idejo. Ker recimo to, ko smo kaj šli gledati multinacionalke. Kako funkcionirajo multinacionalke? Multinacionalke recimo... Vključeni v programe usklajevanja to postane, ampak če imaš ti vključene v te programe, pa jih ne zaposliš, ne vem, koliko si napravil. Je možen še en kazalnik povečanja deleža kritja kadrovskih potreb podjetij. Ker tu je razkorak. Podjetja imajo potrebe, ki jih ne moremo zapolniti, ker ni ustreznega to je dobro, ja? Pamet. Mi ta delež povečamo kritja kadrovskih podjetij, kar se da tudi meriti, smo potem nekaj tu napravili. Bom probal na oboje, s tem smo se dosta trgali. Kako sem pravil, trikrat je šlo zaposlovanje, trikrat smo ga vračali. Zakaj? Zato, ker mi na regionalni ravni težko vplivamo na nova delovna mesta. Na področju človeških virov, ki se razmene. Nova delovna mesta se ustvarjajo v poglavji zaposlovanja. Tam temelji nove investicije, tam temelji start-upe, tam temelji tehnološka rast, ne vem, internacionalizacija podjetij, kakaj znam kaj. Brez človeških virov. Kar se tiče nevladnih zaposlovanja, znotraj nevladnih organizacij. To ni žalitev, prostovoljstvo, absolutno ne. Ampak če ne bomo imeli tega zapisanega, ne potem problem pri sofinanciranju. To je na ameriški sistem, kar tam država financira nevladne zaposluje. Ne, to je model, to so več Pete, jaz mislim, vse spodbojanje prostovoljstva malo bo 4-2, ne, glave, tako. Gospodine, gre se za poslovanje znotraj obstoječih nevladnih organizacij. Tudi tam, recimo, ki vi delujete, da bo nekdo prostovoljec postal zaposlen. V tem smislu, ne? In ne gre misliti to, da bi zdaj ustanovil neko društvo, pa da zdaj tisto društvo samo zaposlovalo brez veze pa tako. No, mislim, treba je tudi tu gledati, ko zdaj, če spremljamo, kaj sem spremljal recimo zadnje 5 let, to, kar se recimo dogaja pri javni inštituciji, ali pa recimo pri nekaterih delih, ki se recimo enostavno odvajajo, enostavno država, kakokoli smo, to smo mi vsi, en kup stvari, meč iz svojih sistemov in prelaga na nevladne organizacije. Dejansko mislim, da postavljamo nekateri kazatelji oziroma tudi nekako je bilo povedano, da nekatere stvari, ki so danes v javni upravi, kakokoli se morajo v naslednji leti zrihtati nevladne organizacije, zaradi tega, ker bojo Bernberg iz tega dela. Mislim, da treba na ta način nekako tudi gledati, pa zdaj, če delamo nekatere stvari, pa če so kazalniki zadnji 3-4 leta, ki se to dogaja, delamo mi program za 2014-2020, kar pomeni, da recimo tudi to opcijo ali pa to dejansko treba... Kaj predrugi, vse mislim, da mi učimo isti jezik.